Te pa še mnenje okrog vložene tožbe gospoda Cajnka proti HSE-ju. Kakšno je vaše? Ja, moje mnenje je, da je to res dejansko neki posmeh pravni državi in dejansko me bo nekdo več težko prepričal, da živim v pravni socialni državi. Žalosti me to in seveda to tudi mi očitamo tej vladi, ministrstvo, glede na to, da smo pošiljali dopise večkrat na vlado, na ministrstvo. Tako kot sem rekel, pač odziv je bil ta, da se vsi trudijo, ali ga sploh ni bilo odziva, vsi se trudijo za delavce, vsi delajo maksimalno na tem, da se bo situacija razrešila, vsi se samo delavci je bil tisti, ki jim je pomembno, na koncu pa vidimo, dejansko rezultat je bil nič. Kaj pa revizijsko poročilo? Delavci vam to zamerijo, da v bistvu niso bili obveščeni, ga lahko povzamete, nakazuje na kako zadevo, ki je zrela za kazensko ovadbo? Glejte, mi smo, kot sem rekel, smo opozarjali pri samih prodajah delov meteorologije. Opozarjali smo, javno smo opozarjali, bilo javno izpostavljeno, da je za nas te zadeve so bile narejene nezakonito. In prodaja karbida v solarijem in prodaja legur, ker takrat ni bilo skupčinskega sklepa, ki bi to omogočilo. Ampak seveda, kot vam pravim, nihče, nobena institucija v tej državi ni prišla nam naproti, ni prišla, da bi preverila. To revizijsko poročilo, o katerem pa govorimo, ki ga je naročil HSE, izvedlo ga je KPMG iz Ljubljane, pa ne vsebuje, po mnenju HSE-ja, nobenih obremenilnih dokazov oziroma izsledkov, na katerih bi lahko HSE gospoda Cajnka ali ovadil ali bilo kako drugače. In to tudi mi očitamo, jaz tudi v enem od HSE-jev, da je očitno bilo revizijsko mnenje naročeno samo v tej smeri, da se pokrije HSE, da se pokrije gospod Cajnka. Ker jaz mislim, da je iluzija, da jaz kot delavec, sindikalist, sedaj bom nasprotoval temu revizijskemu mnenju, oziroma že dvema revizijskima mnenja, ker prvo tak mora metodologija kot taka imeti na koncu pri letnem poročilu revizijsko mnenje. Ta revizijsko mnenje je bilo izdano, ki ni ugotovilo nobenih nepravilnosti. Drugo je naročil HSE, zopet očitno niso ugotovili nobenih takšnih nepravilnosti, na podlagi katerih bi lahko ovadili gospoda Cajnka. In sedaj naj mi, ki smo opozarjali vse skozi, in tudi noben ni hotel preveriti, ali je nezakonito bilo prodano ali ne, sedaj naj mi ovadimo gospoda Cajnka na podlagi česa. Kaj mislite? Ta revizijska mnenja so dejansko danes protijoča. Jaz bi rekel, da je to mogoče, zopet, če vidimo revizijsko, če poslušamo, pač koliko spremljam v Palomi, revizijsko mnenje Palomi. Spet je pokazalo dejansko, da ni nobenih nepravilamo uspe. Seveda, jaz mislim, da je gospod Cajnka uspel. Ampak da seveda, jaz mislim, da pa je imel blagoslov, če tako rečem, seveda višjih institucij, ne nazadnje, tudi tistega, ki mu je to tovarno podal. Jaz mislim, da je bila prav zadnja ta plača, ki je bila en dan pred stečajem nakazana delavcem, da je ta zavrnila marsikoga mogoče, da bi koga na gobec. Kako smo to dopustili? Glejte, opozarjaš, pišeš na vlado, pišeš na ministrstvo, pišeš na HSE, zahtevaš pojasnila, prosiš za pomoč. Poglejte, kako vse ste bili na tistem zborovanju v Rušah, ki bi naj bilo šlo se za rešitev te tovarne, ki ga organizira gospod Redman, ste slišali, vsi se zavzemajo za rešitve. Vsi delajo na tem, da se bo rešilo. Firma pa šla v stečaj, delavci so na cesti. Kaj danes pričakujete od delavcev? Naj jaz rečem enemu delavcu, da naj gre pa gospoda Cajnka na gobec, tako ste rekli, ali pa gospoda Redmana na gobec.